Ker imam jaz sem mogel se še povezati. Jaz sem se mogel še fija. Čak. Ne, nehaj. Zakaj zdaj spet obneva? Zato, ker imamo gledati s tem fucking shitom. Ok, no, zdaj snemamo. Zdaj bo malo boljš, ker ne bo več zvočnik, samo mikrofon. Še zmer odneva, sam ne toliko. Ja, manj. Manj. Ok, a zdaj dam konc po playback. Da. Ok, čakaj. Čakaj, zdaj nisi nič briefnul, kaj je na razstavi. Bom briefnul, no? Da si folk lahko predstavlja, preden zakompliciraš stvar. Ne bom zakompliciral. Dober dan. Adrian je vstal šele. Dobro jutro, Adrian. Lepo popoldne. Ni še ponedeljek, no. Največja kontroverznost za Slovence je, da jim rečeš, ampak narave sploh ni v Sloveniji. Če je lisica državna, potem če lisica pride na tvojo zemljo, pol nimaš pravico streljati. A rabimo mi še kaj zapiti? To je tudi eno vprašanje. Ti bi ful pil alkohol? Ni nujno alkohol. On je prosto za viški že tako pol urca nazaj. Ja, opet tja, pa si ga vzem, preden začnemo. Oprosti, Miha. Ja, Ne, se sem razmišljam, da če bo ful časa trajalo. Pa Mihi tudi kaj prines. Ja. Ne, vse je v redu. A lahko sam ne piješ vode zdaj 2 uri, prosim. Vse po moje ne bom rabo. To je bolj preventiva. Povej, ko rabiš pauzo za vodo. Oh moj bog. Se bom imel v roki. Pa pazi, če se stolom premikaš, da ne bo slučajno padel čez rob dol, ok? Se imaš še fore, sam za vsak slučaj. Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v 11. epizodi 2. sezone Kritiškega posladka v obliki podcasta. Danes sta z nami umetnik, oblikovalec in raziskovalec Miha Turšič in stari znanec posnetka, največji fan Adrian Praznik. Pogovarjali se bomo o projektih in delu Miha Turšiča in naposled presedlali na razstavo Atlas Slovenija, ki se je nedavno odvila v novomeški galeriji Simulacr, ki jo je kuriral Adrian Praznik. Tako da bomo nekako vzpostavili ta tretjeosebni kurator, umetnik, odnos, moment. Z vami sva tudi Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš, ukvarjava se z likovno kritiko, kuriranjem, pisanjem in umetniškim ustvarjanjem. To, kar poslušate, je kritiški posedek Posladek, paraumetniški projekt, ki poslušalcu ponuja vpogled v specifično, ponavljajočo se prakso neformalnega dialoga med likovno kritičarko in urednikom, a.k.a. imava goste, ki so art in se z njimi ful pogovarjava. Vse dosedanje epizode lahko za nazaj poslušate na kanalih, kot so YouTube, Spotify itd. Vse pomembnejše stvari, avtorje, dogodke, reference, ki jih omenjamo tekom podcasta, jih bomo dali oziroma polinkali v opis. Torej, če ste na YouTubeu, je to v opisu videa spodaj, če kje drugje, denimo na Spotifyju, pa so zapiski zbrani v opisu posamezne epizode. Lepo pozdravljeni. Poslušate Kritiški posed. Posladek. Torej, danes smo spet nekako v zasedbi v 4. Ena od posebnosti je, da se nam je Miha pridružil remote nadaljavo, ker se nahaja na Nizozemskem, tako da to je zdaj v bistvu ne nazadnje tudi nek tak tehnološki podvig, ki smo ga kle zmanevrirali, ampak mislim, da nam bo kar, mislim, da smo uspeli, no. Tako da mogoče najprej, zdravo Adrian, si v redu? Super. Ja? Super. Me veseli, da sem ponovno v gosteh, ker se mi zdi to kar tak zanimiv format. Kar povej, da si se kar mal sam povabil. Sem se sam povabil? Kar je prav. Ne, Mihata sem pušal. Se mi zdelo v bistvu zelo dobro, da govorimo o vsebinah, s katerimi se on ukvarja. Hočeš reči, da smo ga skoraj malo prisilili, da je danes tukaj z nami? Ja, mislim, da nima izbire. Ok, mogoče Miha, če bi najprej glede na to, da si prvič z nami v posladku, mogoče, Miha, ti si transdisciplinarni umetnik, ne? Zdaj tako
To je nek tak zelo kratek opis, če se te mogoče poišče na internetih. In zdaj vse te discipline, ne, ki jih vključuje tvoja praksa, ali imajo kakšno hierarhijo, imaš kakšno osebno preferenco, oziroma povej nam, s čim se največ ukvarjaš in kako je prišlo do tega, glede na to, da si mogoče najprej bil bolj industrijski oblikovalec, kako je zdaj to prišlo do tega to artist, to science momenta? Ja, živijo. V bistvu zelo zanimivo vprašanje, predvsem zato, ker je mogoče to malo lastnost slovenskega prostora, še posebej zato, ker če hočeš biti umetnik, moraš biti tudi marsikaj drugega. Skratka, in producent, še malo oblikovalec, še malo raziskovalec in tako dalje. Neka možnost specializacije niti zares ne obstaja in vsaj pri meni v moji poti pač ni bila možna. In zato sem se marsičesa priučil, marsikaj začel delati oziroma iz drugega vidika, tako da je zaradi tega sem v bistvu izšel iz industrijskega oblikovalca, ki je dejansko delal z industrijo, do tega, da se mi je pač to industrijsko oblikovanje obrnilo, šel v umetnost, poznal v umetnosti neke dimenzije, ki so me pripeljale do tega, da rabimo umetniške inštitucije. Skratka, sem začel ustanavljati umetniške inštitucije in na koncu končal bolj kot raziskovalec. Skratka, ukvarjal se bolj z vprašanji, ne pa to s produkcijo. Ne. Tako da pot me je peljala do tega, da dam lahko marsikateri klobuk na svojo glavo. Mi pa termin, ta transdisciplinarni umetnik ni blizu, ampak mogoče o tem raji kasneje, ker se konec koncev ne gre zgolj za umetnost. Kaj pa to o teh ustanavljanju umetniških institucij? To se sliši kar kul. Kje so zdaj te glavne inštitucije in v katerih še vedno od teh še deluješ aktivno? V bistvu, še preden sem prišel do inštitucij sami, se je začel v polju oblikovanja, kjer v bistvu sem dosti malo prišel do spoznanja, da se ne gre zgolj za oblikovanje nekih produktov, rezultatov, kakorkoli hočeš, ampak da če hočeš razviti nekaj unikatnega, moraš razviti tudi orodje za to. Skratka, ne da uporabiš orodja, ki so na voljo, ampak da moraš orodje tudi razviti. V moji umetniški praksi, predvsem v povezavi z umetnostjo v vesolju, kamor ne moreš sam, skratka, ti umetnik ne moreš sam tja iti, niti z orodji ne moreš tja iti, konec koncev, če hočeš delati umetnost v vesolju, potrebuješ recimo inštitucijo, ki ti to omogoči. Ker tudi obstoječe vesoljske inštitucije niso izvajale nekih umetniških programov, se niso ukvarjale s tovrstnimi vprašanji in zato pač je prišlo dosti malo do spoznanja, da potrebujemo neko inštitucijo, ki pa bo se s tem posvečeno ukvarjala in to omogočala. Tako da iz tega ven je išla potreba po vzpostavljanju teh inštitucij. Pač za mene še vedno pač osrednja zgodba v tem kontekstu je pač KSEUD, Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij, katerega smo v bistvu pred lansko leto praznovali 10 let ustanovitve in pred dobrimi 5-6 leti ga umaknili iz Slovenije. In sem v bistvu razvijal vse to, kar smo tam začeli naprej, pač predvsem na Nizozemskem, kjer imamo dosti dobre uspehe. Ampak se zna zgodi, da se vrnemo tudi v Slovenijo. Tako da toliko zaenkrat. Mogoče za nekoga, ki te ne pozna in ne pozna tvojega dela, zdaj to vesolje je mogoče res tako kot neka strela z jasnega. Ne? Prvič, zakaj sploh ta gnev, da zdaj pa art v vesolju, art z vesoljem, ta postgravitacijska umetnost? Ne? Kako bi nekomu, ki prvič se sploh sreča s tem terminom ali pa s tem konceptom razložil, zakaj tukaj sploh gre in kaj te je sploh pripeljalo do tega oziroma zakaj je to pomembno, če je pomembno? Pač v kontekstu umetnosti sem se predvsem ukvarjal z vprašanjem, kako umetnost razvijati. Skratka, ne kako zgolj spet obstoječe orodja uporabljati, obstoječe narative, ampak kako razvijati umetnost. In skupaj z Draganom Živodinovim in Dunjo Zupančič naše srednje vprašanje je bilo pač razvijati umetnost v pogojih brez gravitacije oziroma v pogojih izven Zemlje. A to je tako taka random ideja, kaj pa če bi mi to naredili, recimo? Ker lahko bi bilo tudi pod vodo ali pa brez kisika ali pa zmišljujem si pač, kaj vse bi bilo. Zakaj glih vesolje?
Pa mogoče je bilo v našem kontekstu, pač stvar ima svojo zgodovino, ki pa ni toliko pomembna v tem trenutku, da bi šli zdaj, kje se je začel, kdo je bil prvi, kakšni so bili koraki. Mogoče je bolj pomembno ta iz začetka 2000-ih ideja o umetnosti situirani izven galerije, izven white boxa, izven black boxa, izven gledališča, ta site-specific umetnost, kjer ta situiranost nekje drugje omogoča neke drugačne pogoje, drugačno mišljenje in pa zahteva drugačno reakcijo umetnosti in potem to, kar pride iz procesa ven, je nekaj, česar v bistvu v nekih tradicionalnih, klasičnih umetniških procesih, orodjih, inštitucijah ne bi mogli nastati. In mi smo se s tem ukvarjali predvsem kot vprašanje, skratka, kakšna umetnost lahko tam nastane, kakšna drugačna umetnost. In smo pač to raziskovali in odkrat, ko sem se začel s tem skupaj z Dragonom Jedunom ukvarjati, pač nisem mogel več pobegati ven iz tega vprašanja in se ves čas praktično s tem ukvarjati. Ja, ne, razmišljam o tem ustvarjanju izven, ne. To mogoče malo že premleta zadeva sicer, ampak hkrati pa se mi zdi, da umetniki skozi delajo malo izven, ne. Sej umetnost je v galeriji končala šele kasneje, ne vem, tam, 20 še niti ne zares, 30, 40 pa bolj. Prej so bile tudi razstave drugače postavljanje, to čiščenje se je dogajalo. Mogoče sočasno šele s tem, ko so iskali ljudje beg pred White Cubom. Mislim, pač v našem primeru se je šlo predvsem za tradicijo, pač te vzhodne umetnosti, rečem kar vzhodna umetnost, skratka ne zahodna umetnost, karkoli že ta meja pomeni, predvsem tradicija suprematizma in konstruktivizma, ki je na poseben način vzpostavila etiko v umetniškem prostoru. Pač osebno, skupaj z Živadinovom sva delala recimo pač ta tržaški konstruktivistični ambient, ki je postavljen v moderni galeriji. Konstrukcija mislim, da smo naredili ta 2011. Skratka, ko umetniki preizprašujejo etiko svojega delovanja v nemogočih pogojih. Zgodba pač tržaškega ambienta se veže na požig Slovenskega kulturnega doma v Trstu, se strani pač futuristov, fašistov in tako dalje. In to vprašanje slovenskih umetnikov je bilo pač, kako reagirati nazaj. Ne? In v temelju njihove reakcije je bilo pač vsekakor za etiko. Ne? Vsekakor za neko formo, ki govori o osvoboditvi od nekih tradicionalnih, konzervativnih ali pa celo političnih okvirjev. In zato so recimo v tržaškem konstruktivističnem ambientu umetniki postavili recimo te ene prvih form ali v breztežnost. Skratka, rešili so jih stene, rešili so jih gravitacije, obesili so jih na lakse in s tem, kot oni pravijo, vzdignili obliko proti duhu. Ne. In to je bila reakcija na neko zelo umetniško, politično dejanje, ki je bila toksična. Ne. In to vrstno preizpraševanje etike v umetnosti je bilo za mene, pa za nas, ko smo delali skupaj, pač izhodišče za našo umetnost. In ravno v tem kontekstu pač iz te tradicije, skratka suprematizma, konstruktivizma, tržaškega ambienta, vzhodne umetnosti, ki je gradila drugačen narativ kot pa recimo futuristi, dadaisti, ki so se recimo bolj ukvarjali z vprašanjem stroja, recimo, pa fascinacija nad strojem, skratka avtomobili, vlaki, tovarne, je bilo na vzhodni strani bolj fascinacija na tem, kakšna umetnost nastane, ko uporabljaš stroje. Skratka, ni bila fascinacija nad strojem, ampak nad tem, kaj nastane, ko umetnik naredi stroj in v bistvu iz njega pride umetnina. Ker to so neke razlike, ki so umetnostno-zgodovinsko identificirane, nas so zanimale, smo jih raziskovali in znotraj vse teh, mi smo temu rekli, historične reference, smo razvijali potem pač umetnost v pogojih breztežnosti. Skratka, kakšne forme, kakšne dinamike, kaj se zgodi s človekom, ko je naenkrat pač v breztežnosti. Čisto za primer, ko so imeli kolegi leta, mislim, da 2001, par eksperimentov v brezgravitacijskem letu, skratka, to so te parabolični leti, je en od zaključkov, eno od opažanj v bistvu bilo, kako ima vsak svoj horizont. Ne. Zato, ker ko si v breztežnosti, se zgubijo pač orientacija tla, stene, strop in vsak je za sebe v pravilnem položaju, skratka, vsak dobi svoj horizont in kar naenkrat imaš skupino ljudi,
ki ima vsak svoj horizont, vsak ima svojo orientacijo. Ne. In to je blazno formativno v polju umetnosti. Ko kar naenkrat zgubiš okvir, zgubiš neko skupno determinanto prostora, recimo, in kar naenkrat ne vstopiš v abstrakcijo prostora, ampak si abstrakcija prostora. Ne. Tako da tovrstna vprašanja skozi tovrstne eksperimente potem pridejo ven, jih opazuješ, artikuliraš in tovrstna umetnost potem v teh ne zgolj drugačnih pogojih izven white boxa, ampak v zelo konkretnih pogojih brez gravitacije ali pa v konkretnih pogojih vesolja, kjer ni prazen prostor, ampak je zgolj drugačen prostor, dobiš novo umetnost. Pač. In me se zanima pač, kakšna umetnost je to, kakšna umetnost nastaja, kaj je potrebno za to, da tako umetnost delaš. In predvsem to, kako to umetnost delati, je potem postala motivacija, recimo, da gremo narediti svojo inštitucijo, ki se bo ukvarjala z raziskovanjem umetnosti in humanistike v vesolju, ker posamezen umetnik, posamezna skupina umetnikov tega pač ne more početi. Vprašanje je preveliko. In na ta način smo pač takrat začeli se s tem ukvarjati. In na ta način smo v bistvu izstopili ven iz white boxa, ven iz black boxa in iskali to, raziskovali novo obliko. Zdaj, preden vprašam, eno vprašanje imam, ampak še prej, si že bil na tem letu? Ne, jaz osebno nisem bil, ker tudi meni osebno se nikoli ni šlo toliko za mojo osebno izkušnjo, ampak bolj za omogočati druge umetnike. Pač vsi, ki so se vrnili, so bili absolutno fascinirani. Ampak ravno to je ena stvar, ki se poskušam izogibati, še posebej v umetnosti, biti fasciniran nad ničem. Skratka, v trenutku, ko mi je nekaj fascinantnega, se raje umaknem od tega in se bolj sprašujem, kako do tega pride, kako omogoča, da do tega pride. Kako nekaj takega narediti, recimo, sistematičnega, kako recimo omogoča, da bi nekaj čisto običajnega, da umetniki delajo v vesolju ali pa v vesoljskem kontekstu. Ne. To bolj terja neko tako disciplino, ne? Da mislim, da se vsem pred neko fascinacijo ali pa nekim navdušenjem tako malo zabremzaš, da mogoče ne bi zdaj zapopadel po tej eni stvari, ki te mogoče zna gnati vsaj nekaj let, recimo. Še posebej v vesoljskem kontekstu smo pač videli, da umetniki naredimo vse, kar si zastavimo. Ne? Ta fascinacija, ta energija, ki je v zadnji, definitivno lahko pripelje do česarkoli je treba. Ampak meni osebno je to premalo. Skratka, da jaz to osebno dosežem, me ne fascinira zares toliko, kot to, da nasplošno dosežem razumevanje, da je umetnost v vesolju potrebna. Ne? Skratka, da vesoljske inštitucije to poznajo, razumejo, zakaj bi bilo kaj takega potrebnega. In ravno tukaj potem pridemo do tega več kot umetnost, ne? Ker konec koncev se ne gre za mene kot umetnika ali pa za mojo osebno umetnost, ampak za drugačno razumevanje recimo vesolja ali pa prostora ali pa sploh naših praks in umetnosti in znanosti kot takih, ko jih začneš delati v bistvu za nekom, ki ni iz tvoje stroke, recimo. A pol nek kroven izraz za to je potem ta cultural space program, ali kako bi temu rekli, in ali to, do katere mere to deluje odvisno od nekih vesoljskih programov, ki so sicer orientirani ne kulturno, ne umetniško, ampak ki so verjetno tudi bolj financirani, bolj podprti z nekimi čist logističnimi zadevami, da lahko omogočajo, če ne drugega, kakšne poskuse ali pa neke probe. Ja, mogoče krovni termin kot tak je, termin, ki smo ga mi uporabljali, je kulturalizacija vesolja. Predvsem se gre pa za razumevanje človeških aktivnosti v vesolju kot oblika človeške kulture. Ne. In tukaj kultura mislim predvsem kot način delovanja, ki je specifično za človeka, ker ga pač človek izvaja, hkrati pa upoštevajoč tudi pač druge faktorje. Pač tle bi bil zelo, malo sem občutljiv glede terminov, ki jih uporabljamo, kot so kultura, umetnost, kjer v bistvu jih uporabljamo, kot da vsi vemo, o čem govorimo, kot da se strinjamo, o čem govorimo, v bistvu so pa, Ja, se v teh terminih bomo potem še kakšno rekli v okviru Atlas Slovenija razstave. Meni je bilo še to zanimivo, verjetno dejstvo, da si nekaj časa deloval prav v
industrijskem oblikovanju verjetno doprinaša k temu, da te zdaj mogoče zanima proces prilagajanja, ustvarjanja, probavanja, dizajniranja nekih mehanizmov, da se lahko sploh sproba in raziskuje kakšno stvar. Bi rekel, da moje vprašanje je, ali ti je to delo oblikovalca, če je pripomoglo k temu, kar počneš zdaj? Vsekakor je znanje iz polja oblikovanja blazno koristi. Še posebej zato, ker je svet, v katerem živimo, zelo industrijski. In že če ga hočeš razumeti, tazga, kakršen je potem neka tovrstna izobrazba zelo koristna. Ker konec koncev, koliko nas so predvsem izdelani produkti. In ko se enkrat vpet v proces, kako nastajajo, veliko lažje misliš, kako nastajajo zdaj neke forme, neke izdelke, ki nas obdajajo. In meni osebno je še to bolj pomembno, ta kritičen odnos do materialnega, skratka, kako to materialno misliti. Je bilo že ves čas v bistvu v ozadju, in ko sem bil oblikovalec, in kot umetnik in raziskovalec. Ja, mogoče bi te tukaj vprašal še en tak korak v stran mogoče. No? Zdaj, ne vem, če si zasledil tisto rezidenco, ki je bila Mars Residency v navednicah, no? Ki so, mislim, da za ne vem koliko mesecev dali umetnike v te simulatorje marsovske površine. Zdaj, tle definitivno ne gre za breztežnostno, ampak gre pa definitivno za ponovno postavljanje ljudi v neko drugačen okvir. A se ti zdi to analogno s tem, kar vi raziskujete in iščete, ali se ti zdi to mogoče malo premalo? Skratka, za parimi od teh projekti sem bil v stiku. Par ljudi, ki to organizirajo, ali pa ki so bili del teh analognih misij, jih poznam, delamo skupaj. In ključno pri teh analognih misijah je predvsem trening oziroma učenje, kaj je potrebno, ko se izoliraš za daljše obdobje. Recimo že sam analogno Marsu pomeni recimo 10 mesecev tja, 10 mesecev nazaj, tam biti nekaj časa, skratka to je teh Mars 500 projekt, recimo je bil projekt iti na Mars pa nazaj prijeti in ljudi izpostaviti to vrstni izolaciji in videti kako psihološko to recimo zdržijo. In to je postal žanr recimo od tam nekje 80-ih let dalje z projektom Biosfera. To je tisti zelo znan projekt, bolj po drugih stvareh, kot nek zaprt ekološki sistem. Redko kdo ve, da je bil to projekt umetniške gledališke skupine, ki je fantazirala o ta spaceship Earth ideji, kako kot Zemlja potovati skozi vesolje in kako narediti vesoljsko postajo kot Zemljo z vsemi oceani in tako dalje. Ta praksa analognega izoliranja in opazovanja človeka v teh izoliranih okoljih je zelo pomembna za razumevanje marsičesa v naši družbi. Ker konec koncev smo izolirani, poskušamo delati neke analogne, naravne prostore, v katerih bi se kao dobro počutili, in potem se dela primerjave med tem, kako se živi na Zemlji, kako se živi na Marsu, na Luni, v prostem vesolju. Tako da to so predvsem raziskovalni projekti in ta, ki se ga opazuje tukaj, je udeleženec z različnimi praksami. Skratka, delajo eksperimente, meri se njihov psihofizično zdravje, če hočeš, in pa ob tem se razvija tehnologije, ki to omogočajo. In teh tehnologij je veliko, recimo, lahko bi šel naštevati neke projekte, ki se predvsem, mogoče neka rdeča nit je tukaj, kako omogočati življenje v zaprtem sistemu. In umetniki imajo blazno močno izkušnjo, recimo ali iz gledališča, ali bioumetniki, ki prinesejo noter nek popolnoma drugačen razmislek in o živih procesih, in o psihologiji, in o tem biti človek. Skratka, marsikatero vprašanje prinesejo v to polje in potem se marsikaj naučimo iz tega.
Zdaj ti tudi koordiniraš to evropsko platformo Modern Planet. Jaz sem si šla to malo pogledati na spletno stran, kaj je glavni fokus te platforme in s čim se ukvarja in kaj je tvoja vloga znotraj te platforme, pa bi mogoče šli do Atlas Slovenije. Ja? Ja, Modern Planet je, preden gremo do teme, s katero se ukvarja, je bolj pomembno to, da na svetovnem področju obstaja neka skupnost umetnikov, ki se ukvarja z to umetnostjo v vesolju praktično zadnjih 100 let. Ne. In to je tradicija, v katero sem vstopil. To je skupnost ljudi, ki ima neke, bom rekel, rituale, skratka, dobivamo se skupaj, srečujemo, izmenjavamo, mogoče nekje od zunaj izgleda tako zelo marginalna skupina, ne, posebej v polju umetnosti, ampak so vseeno nastajali neki kosi, neko mišljenje, ki drugače ne bi nastajalo. In projekt je v osnovi nastal kot omogočati to skupnost naprej, ne. Ker je zelo razdrobljena, predvsem so posamezniki, male organizacije in tudi navezujoč se na to, kar smo prej govorili pri teh umetniških inštitucijah, še posebej za vesolje, jih ni. Skratka, ni nekega muzeja ali pa večje platforme, ki bi to omogočala. In prvotna pač motivacija za to, da gremo v nekaj takega, izhaja iz tega, da gremo nekaj delati skupaj. Ne. Gremo nekaj narediti, da lahko skupaj delamo, ker drugače delamo vsak svoje projekte. In v tem kontekstu moja naloga je bila dobesedno, da sem projekt spisal, naredil partnersko mrežo, dobil financiranje in v bistvu zdaj to koordiniram. Tema, s katero se ukvarjamo, sicer ni zdaj nekaj v vesolju, ni nekaj izven Zemlje, ampak je predvsem neko temeljno vprašanje, s katerim se v naši skupnosti dosti ukvarjamo, in je predvsem, kako razumeti pojav planeta. Skratka, kaj je planet, o čem sploh govorimo, ko govorimo o planetu, še posebej, ker ko študiraš neko okoljsko humanistiko, okoljsko zgodovino oziroma skozi neke sodobno filozofijo, prideš do tega, da recimo Bruno Latour ima zelo lep citat, ti in jaz ne živiva na istem planetu. Ljudje imajo dejansko tako različne predstave o planetu, kot da bi govorili en mimo drugega. Skratka, teh pozicij, pogledov, svetovnih nazorov je toliko veliko, še posebej, če vključimo noter še neke historične ali pa različne kulture, skratka ne zgolj to zahodno-znanstveni pogled, vidiš, da ljudje to največjo okoljsko enoto, v kateri živimo, razumejo na zelo različne načine. Ne. In naše vprašanje je bilo, kako predstave o planetu vplivajo na sam planet. Ne. In te predstava v nekem objektu je zelo umetniško vprašanje. Ne. Upodabljanje nekega predmeta je zelo stvar umetnosti. In tukaj smo vstopili v to vprašanje, skratka, kako mi kot umetniki ali pa kot neka humanistična skupnost lahko pomagamo širši družbi v teh kriznih okoljskih situacijah vzpostaviti razumevanje ali pa neko okoljsko pismenost, recimo, ki ni omejena zgolj na recimo neko trenutno politično ali pa trenutno izobrazbo, ki jo imajo določeni ljudje v določeni skupnosti, ampak v bistvu zajemamo z nekega širšega razumevanja okolja. In s tem se zdaj ukvarjamo že dobro leto, in ravno letos na Ars Electroniki, v začetku septembra, s tem, da so oni, Ars Electronica je en od partnerjev na projektu, bo velik del festivala posvečen ravno tej temi, oziroma temu projektu. Skratka, imeli bomo enodnevno konferenco na vprašanje resnica in planet, nekako zelo točno vprašanje, ki so ga postavili, kdo si lasti resnico o planetu. Imeli bomo recimo pol tematske razstave se veže na okoljsko-planetarne vprašanja, plus imeli bomo nek odprt laboratorij z delavnicami in pa vsakdo bo lahko v bistvu stopil vanga in nekaj prispeval, nekaj se naučil. Skratka, nek
mislim, lahko celo rečem, nek prototip tega, kar smo zastavili z Ksevtom, pa ni ostalo v Sloveniji, se zdaj realizira prav skozi Ars Elektroniko in pa projekt Modern Planet. A je potem ta projekt Atlas Slovenija nekako v bistvu nek derivat teh idej, ki so se zgodile v Modern Planet, ker v bistvu gre podobno za neko, kako mi razumemo neko okolje, neko območje, neko naravo, neko podobo neke države in kaj je zdaj resnica, vsak mal drugače vid, kaj nam podatki govorijo, čemu služijo te podatki. In torej, tukaj je neka povezava, ne? Vsekakor. Skratka, če se v Vagu, kjer delam, ukvarjam predvsem z razumevanjem tega vprašanjem konceptov, načinov sodelovanja in pa tehnologije, ki je potrebna za upodabljanje planeta in okolja. Potem sem za Atlas Slovenija se hotel predvsem se situirati v Slovenijo, plus ukvarjati se z kontradikcijami v Sloveniji, v tem, kako si Slovenci predstavljajo Slovenijo in pa kako lahko razumeš Slovenijo, ko zares gledaš v podatke o Sloveniji. Oziroma, ko pripelješ noter širša konceptualna razmišljanja iz humanistike, predvsem okoljske humanistike in zgodovine, kjer neke temeljne predpostavke, ki jih imamo kot Slovenci v Sloveniji, popolnoma razpadajo. Tako da je to nek tak, mislim, predvsem je bil to raziskovalni projekt, umetniško-raziskovalni projekt, ni bil umetniško-produkcijski, ker bi bil cilj narediti umetnino, ampak predvsem kot umetnik raziskovati temo razumevanja slovenskega okolja skozi podatke, ki so na voljo. No, če smo zdaj glih pri temu, da ni bilo produkcijsko v smislu, da bi bile neke umetnine torej na razstavi, kaj pa je bilo na razstavi? Torej, to je bila razstava, ki se je pred kratkim zaključila v galeriji Simulacr in zdaj iz nekih teh PR sporočil in kratkega pregleda lahko vidimo samo neke te fotografije terena Slovenije iz zraka. Kaj vse je bilo na razstavi? Mogoče, Adrian, tukaj zdaj ti tak briefen nas na hiter. Kaj je bilo vse na razstavi za videti? Bom na hiter po briefu mogoče vzpostavil tudi nek širši kontekst še. To se pravi, produkcija nastala v sklopu platforme KONS, ki je namenjena sodobni raziskovalni umetnosti, in zavoda Lokal Patriot iz Novega mesta. Seveda predstavljen pa je bil projekt v galeriji Simulacr in v bistvu glih pred enim mesecem se je razstava zaključila. Glede na to, da sem Mihata povabil k temu, sta bile pravzaprav tukaj nekako dve ambicije. Ena z nečim podobnim smo se pravzaprav že ukvarjali s projektom Neca Trampuža, Another Future Entirely, in se mi je zdelo v bistvu, da je zelo dober mogoče tukaj gojiti neko konsistenco. Tudi tema je takšna, ki je zelo aktualna. Se mi zdi se tudi v zadnjih dneh, tednih to zelo dobro videti v slovenskem prostoru. Tudi zdi se mi, da zelo veliko informacij, ki prihajajo, so mogoče napačne ali pa jih ljudje interpretirajo na nek svoj način. Zdaj bi mogel te posnetke iz zraka narediti, ne? To bi bil Another Future Entirely, present. Present future, ja. In to se mi je zdelo v bistvu nekako zelo ključnega pomena. Zdaj seveda se mi tukaj zdi tudi nek odklon mogoče od nečega projekta, ki se mi je zelo zanimiv, je v bistvu ta, da se je Miha trudil biti zelo fakten, delo bolj temelji na raziskavi, nečevo delo pa mogoče bolj na tem imaginariju, ali mogoče sploh predstavljati si neke druge možne načine. Mi je pa v bistvu nekako glavno pri Atlasu Slovenija bilo to, da se gre za neko ukvarjanje z jezikom. Čakaj, zdaj nisi nič briefno, kaj je na razstavi. Bom briefno. No? Da si folk lahko predstavlja, preden zakompliciraš stvar. Ne bom zakompliciral. Jezik pa orodje rečem zaradi tega, ker pravzaprav res je to večina stvari, ki so na razstavi, so pravzaprav res zemljevidi ali pa posnetki, ki so z določenimi orodji narejeni. In zakaj govorim o jeziku? Govorim zaradi tega, ker v bistvu vidiš, da jezik nikoli ne zajame tega okolja v celoti. Ali pa drugače, da so vedno te podatki, ki jih dobimo že v nekih funkcijah. To je tudi nekaj, kar se mi zdi, da Miha proba zelo izpostaviti, da pravzaprav res, ko odpreš, zemljevid na telefonu in se nekam odpelješ, ta zemljevid je narejen strani določenih orodij, je predelan strani določenih korporacij in ima v zadnji neko agendo.
To se pravi, je v neki konkretni funkciji. To ni dejansko okolje, ampak je nek podatek ali pa neka reprezentacija okolja, ki je v določeni kvaliteti. A ne? In to se mi zdi v bistvu zelo pomembno. Tudi z tega vidika, ker se mi zdi, da dobro, spet zelo odvisno, kako smo spremljali, pa kje smo bili, se mi zdi, da tudi te podatke oziroma te nesreče, ki smo jih spremljali v zadnjih dneh, so pravzaprav bile predvsem medijsko posredovane. Pač mi smo spremljali, vsaj te, ki nismo bili v neposrednih težavah, smo spremljali to preko medijev, prek socialnih omrežij in tako naprej. Ne? In v bistvu zelo zanimivo tukaj prav to, da se je šlo z razstavo za neko ukvarjanje tega, da en večji del okolja mi sploh ne doživljamo neposredno, ampak doživljamo pravzaprav preko nekih zemljevidov, preko nekih posnetkov in tako naprej. To je pravzaprav bil en velik del razstave in različni cases. Se mi zdi, da mogoče bo tukaj Miha se bolj vključil, ampak ne vem, recimo primer Koper, ne, ki je nekoč bil otok, zdaj ni več. Primer Save, ki je poplavljala in še vedno poplavlja tudi danes, in jo potem človek, na primer, reguliral, oziroma jo proba regulirati, jo proba spraviti pod svoj nadzor, pod svojo kontrolo. Torej, to vključuje posnetke te iste reke v različnih časovnih obdobjih, kjer se lahko spremlja premikanje toka strani človeka. Tudi različni podatki so. Nekateri podatki so bolj historični, nekateri podatki so recimo narejeni z satelitskimi posnetki, pa so recimo novejši. In tukaj gre tudi za neka ta odstopanja, to se pravi za neke majhne spremembe v smislu tega, da ti gledaš satelitski posnetek, ampak nima nobenih oblakov ali pa nima nobenega snega in tako naprej. To se pravi, je to podatek, ki je že pripravljen, je že kuriran, je že izbran za določene potrebe. In mogoče tudi še en tak zanimiv case, da si ga je lažje zapredstavljati, tudi zato, ker se mi zdi, da je to tudi Miha večkrat izpostavil, je recimo posnetek Slovenije brez meje. To se pravi v bistvu, da se res dobro zavemo tega, da meje so nek naš produkt, ki ga moramo vedno reinforcati, da je tam. In tudi Miha je mogoče tukaj ciljil še na to, da se kot recimo v smislu neke nacionalne identitete poistovetimo s temi linijami, ampak ko so te linije zbrisane z zemljevida, zelo težko ali pa mogoče samo redki znajo te črte ponovno narisati tam, kamor pašejo. Tako da to je v bistvu bil en velik del razstave. In seveda to se pravi potem tudi ena shema, ki pa v bistvu predstavlja različne metodologije oziroma različne vire informacij in različna orodja, s katerimi Miha pravzaprav delal. Kar se mi zdi pa v bistvu zelo zanimivo čist iz tega dela, da je v bistvu stvar nekako sistematizirana oziroma organizirana. Tudi to se mi zdi recimo ena stvar, ki me je vlekla ali pa ki me je pripeljala do tega, da sem si želel z Miho sodelovati, je v bistvu to, da je človek, ki ne samo da nekaj dela, ampak ima v bistvu tudi čist strukturno te stvari razdelane. In tukaj so pa tudi neki moji interesi, kar se tiče naprimer jezika oziroma mogoče neke podobne miselnosti, da te predstave, ki jih imamo v svetu ali pa ideje, ki jih ustvarjamo, šele zares ustvarjajo ta svet, ga gradijo, ga oblikujejo. In zato se mi zdi v bistvu to zelo pomembno. Tako, jezik je po mojem ključen za to, da se lahko pogovarjamo o okolju oziroma je ključen za to, da smo sploh sposobni neke spremembe ali pa neke rešitve misliti. Ne vem, jaz bi rekel, da mogoče jezik gre še stopničko dlje. Ni samo nekaj, s čimer gradimo okolje, ampak je nekaj tudi, kako dojemamo okolje. Ne vem, zdaj večina nas, ko to poslušamo, smo seznanjeni z nekim načinom jezika, z neko obliko jezika, z neko strukturo jezika, z nekim miselnim vzorcem tega jezika in tudi z nekim časovno obliko tega jezika, preteklost, prihodnost, sedanjost. Ampak v resnici, če pogledaš malo globje v te jezike, ugotoviš, da so jeziki, ki dojemajo čas popolnoma drugače. So jeziki, ki nimajo sedanjosti in preteklosti enako definirane kot mi. In se dejansko tudi čisto potem zaradi tega lahko postaviš konceptualno čisto neko drugo situacijo. In jezik v tem pogledu ni več samo sestavljanje prostora, ampak je osmišljanje.
Ne? Mislim, zagotovo gre v obe smeri. Je pa po mojem z jezikom samo po sebi tudi tako. To se pravi, ne vem, jaz včasih vzamem primer teh barv. Recimo modra barva pogosto zelo pozno vstopa v jezik, zaradi tega, ker je v večini primerov manj esencialnega pomena. Naprimer, kot svetlo temno, potem rdeče, zeleno in tako naprej. Modra se recimo z zeleno izmenjuje, imaš jezike, ki jih ne ločijo. Recimo pač stara grščina, mislim, da Odisejada se modro nebo v resnici opisuje z nekimi zelenimi odtenki. Ampak glavna poanta, ki sem jo v bistvu tukaj hotel narediti, je ta, da če nimaš prave besede, če nisi ustvaril neke relacije do nečesa, se zelo težko o tem pogovarjaš. Oziroma zelo težko izražaš in dojemaš te stvari. Ja, mislim, seveda, to je ta klasičen problem, ko imajo nekateri jeziki besede za stvari, ki jih sploh nimaš in ko zveš, da obstaja, ne vem, beseda, schadenfreude recimo. V slovenščini ne moreš tega povedati, tako enostavno moraš razložiti koncept od zadaj. Ampak, ko enkrat poznaš koncept, je kar enkrat dosti bolj opremljivo in dosti bližje. Zato mi je tudi zanimivo, ker ta navezava na te mape oziroma na način, kako so podatke prikazani, prav ta, bi se rekel, odstranimo meje, oziroma vse mape so osmišljene z nekim namenom. Zato če bi vse stvari skušal sestaviti na eni mapi, ne bi mogel. Ne možeš gledati vremenske slike, višinske slike, barometrične slike in vsega istočasno, ker na koncu bi bilo toliko podatkov, ki jih ne moreš zaobjeti. Gre v bistvu samo za to, da lahko mi dojamemo nek specifičen pojav za odvzemanje teh podatkov. To pa po mojem je tukaj tudi, ko bi rekel, pri uvodnem pogovoru, ki smo ga imeli v razstavo, je Beti Žrovc nekaj dosti zanimivega izpostavljeno, da v bistvu znotraj umetnosti in se mi zdi tudi, tukaj po mojem dobro poznamo to in tudi širš, se mi zdi to, zapravo tudi, ko greš izven umetnosti, se to zelo dobro pozna, je, da se večino časa ukvarjamo z neko lastnino. Recimo umetnost, slike, nekdo je naročil, nekdo je kupil, skratka je nek interes. In podobno v bistvu tudi znotraj tega podobja, ki nastaja okoli okolja, nastane z nekimi intencami. Tudi nekdo je recimo lastnik nekih teh podatkov in jih naprimer trži. Se mi pa zdi, da v bistvu za nekak prihodnost naše družbe je dosti pomembno to, da se o določenih stvareh ne razmišlja kot o neki lastnini, ampak je treba mogoče tukaj neke druge kontekste vzpostaviti. Torej, glavna ne cilj, intenca, ne vem, bi bila kaj, da se, če ne drugega, vsaj spodbudi ljudi, da o tem razmišljajo ali pa da začnejo razmišljati na drugačen način, ker jaz sem potem, recimo, torej neka ta napol kritičnost, ne vem, do Google Mapsov, ker je zelo specifična aplikacija, ali pa, ne vem, zdaj, ko so aktualne, ko gledamo vsi radijsko sliko Slovenije, ko gledamo, kdaj bo dež in to. Zdaj, torej ta naša podoba našega okolja iz zraka, ki prikazuje samo neke določene podatke, zdaj, kako ločiti med, ne vem, naivnost, zdaj v narekovajih, naivnostjo uporabnikov ali pa njihovo nevednostjo, kaj gledamo in mogoče dejstvom, da pač te aplikacije v taki obliki, kot so, logično obstajajo zaradi točno teh določenih potreb, ki jih imamo, razvite pa za neko povprečno življenje in delovanje v smislu, seveda mi Google Maps kaže ceste in kako od Mercatorja pridem do kina, ker pač točno to nucam jaz od njega. Sej, ja, jaz si želim, da bi mi nek ta zemljevid ali pa neka taka podoba kazala še ne vem, kje so najbolj zdrave bukve v Sloveniji, pa kje so medvedi brlogi, ampak skoraj bolj za mojo povprečno življenjsko rabo funkcioniranje in ko nimam časa milijon podatkov srkati vase, me bolj zanima, za koliko minut se mi podaljša vožnja po primorski avtocesti, Kako zdaj razumeti to kritiko teh, ne samo aplikacij, ampak sam podob zemlje ali pa terena ali pa okolja in teh podatkov, kakor zdaj govorimo, Zdaj kako... A razumeš moj problem? Zdaj, absolutno. Ja, smo kritični do te podob, ampak te podobe imamo z razlogom, ker itak tudi, če bi hoteli imeti podobo, ki bi neskončnost vseh možnih objektivnih podatkov zajela, prvič ne bi komprehendali, drugič nimamo načina, da bi to prikazali ali pa konzumirali. Zdaj, to je zdaj samo v bistvu tak mal pouk ljudem, sej vem, da to uporabljate vsak dan, ampak
imejte v mislih, kako to deluje, zakaj deluje in da to obstaja. Ne zdaj ne uporabljati tega, pač to rabimo, ampak ne pa biti čist oblivious, ne? Ali kako, a veš, ker razumem, o čem govorimo, ampak zdaj, kaj naj zdaj recimo jaz kot obiskovalec te razstave, pa potem, ko preberem ta obrazstavni tekst, pa ko si pogledam ta uvoden pogovor, ki je bil sicer krasen, želela bi si, da bi bil še daljši, ampak razumem, da pač enostavno enega časa ni, ne? Ker torej isto iz strani umetnostne zgodovine, tako kot iz tvoje strani, Miha, in tistega doktorja, ki se ukvarja na splošno tudi pa to sateliti. Zelo zanimivo, ne? Ampak kaj naj zdaj jaz, če ne drugega, kaj naj jaz kot obiskovalec te razstave odnesem od te razstave, brez da se počutim res bedno, ker tako naivno gledam na našo Slovenijo, recimo. V bistvu je to tvoje vprašanje je bilo eno od izhodiščnih vprašanj samega projekta. Skratka, kako nekdo, ki nima ki ima zgolj neko lastno izkušnjo o okolju, razume to okolje. Oziroma, odkje to tvoje osebno izkušnja, to tvoje razumevanje okolja, oziroma termin, ki ga uporabljam, je pomenjenje okolja, odkje to sploh prihaja. In osebna izkušnja ni dovolj, zato ker živimo v zelo omejenem prostoru. Skratka, doma, pot do šole, službe, v mestu, malo potuješ, redko kdaj zaideš, tako bom rekel, iz teh transportnih poti, skratka, iz cest. Pa še ko greš v gozd, greš po poti. Skratka, in že v kontekstu Slovenije nihče še ni prehodil celo Slovenijo. In dobiti neko osebno izkušnjo celotnega prostora in mogoče še prostorsko lahko, ampak časovno težko, recimo. In recimo eno takih večjih kontroverznosti, mogoče so največja kontroverznost za Slovence je, da jim rečeš, ampak narave sploh ni v Sloveniji. Tako kot razumemo naravo na splošno, kot nekaj nedotaknjenega, nekaj nečloveškega, skratka ta kultura narava kot neka distinkcija, do vsega je pač gost, divji, nekulturen in tako dalje. Ampak, ko gledaš zgodovino, vidiš, da je v bistvu večina predvsem Slovenije, bila obdelana v zadnjih tisočletjih. Skratka, gozdovi so se uporabljali za pašo, za gozdarjenje. Če ljudje ne bi živeli na območju Slovenije, bi popolnoma druge živali živele na tem območju, recimo. Popolnoma drugačne rastlinske vrste bi bile v tem prostoru. Reke, je malo bolj aktualno v tem času, bi tekle po popolnoma drugačnih strugah. Sama razstava je sicer prikazuje dokumente teh raziskav, raznovrstnih podatkov in je zgolj prvi poskus prikazati, kakšno vedenje vse o prostoru Slovenije obstaja, in odpre par teh tem, primerov ali pa nekih načinov razumevanj. Bolj pa je zares ambicija razviti malo širši projekt, in predvsem ne zgolj umetniški projekt, ampak projekt med strokami, in se predvsem v javnem prostoru pogovarjati o teh stvareh. In to je nekaj, kar v Sloveniji manjka. In ta projekt, uvodni pogovor, ki je bil ob otvoritvi, je bil nek prikaz pogovora med različnimi strokami, ki je zelo dobro recimo identificiral, v čem je problem. Da v Sloveniji ni nekih interdisciplinarnih študij, da ni interdisciplinarnih raziskav. Skratka, vsaka stroka dela v svojem polju in je v svojem področju, pač ultimativno jo potrebno spoštovati, med strokami pa ni nobenih pogovorov. In ravno okolje je primer, ki ne izhaja iz nobene stroke. Skratka, vedno je to nek objekt, ki ga različne stroke upodabljajo, poskušajo razumeti, vedno ga razumejo na različne načine. Ni pa neke diskusije v javnem prostoru, kako ta različna vedenja, kakšen pomen imajo ta vedenja.
In ravno tukaj pridemo do tega termina pomenjenje, ki ga uporabljam v kontekstu projekta, ki je še nepopoln prevod besede iz angleščine mattering, ki se pač referira how matter matters. Skratka, kako neka snovnost, pomen snovnosti, ne, in vloge recimo podatkovnih dejstev, ker pač podatkovna dejstva manifestirajo neko materialnost, ki je večja od neke lastne izkušnje in velja za neka dejstva, ampak ki imajo različne pomene za različne ljudi, ne, ali pa za različne stroke. In tudi tukaj ravno sem kritičen do teh domen znanj, do disciplin, ne. Ker pač vsaka disciplina na svoj način razume, je pa še cel kup nekega vedenja in znanja izven teh domen, recimo medved ali pa volk ali pa nutrija imajo popolnoma drugačno vedenje o svojem prostoru, v katerem živijo, kot ga imamo mi, recimo. Drevesa v gozdu imajo popolnoma drugačno vedenje o gozdu kot recimo kmet. In od obeh dveh je praktično isto relevantno za njih same, ne. In potem pač pride do teh vprašanj kohabitacije, ki velja za neko pač kvaliteto prostora, recimo, ne, in tako dalje. Tako da ta tvoje vprašanje, recimo, kako jaz, ki poskušam razumeti okolje, ne, laično, par vprašanj, par ključnih momentov tukaj, ne, da moraš sam sebe vprašati, od kje vem to, kar vem. Skratka, od kje vem o Sloveniji to, kar pač vem, ne. Eno pač to, kar se naučiš v šoli, drugo to, kar splošno velja, ampak če nisi kritičen do teh inštitucij znanja, ne, potem pač zares ne veš. Potem pač verjameš to, kar so ti povedali, nisi pa tega recimo opremo z neko lastno izkušnjo ali pa s tem, kar je te pomembno. In samo, ko bomo pač, bom rekel, imeli širše razumevanje dejstev, ko bomo poznali več dejstev, ko bojo posamezniki lahko ne zgolj uporabljali te dejstva, ampak tudi proizvajali svoje dejstva, skratka tista, ki so njim pomembna, in bojo še vedno dejstva, ker pač tudi v polju znanosti nikoli ni dovolj podatkov, nikoli ni dovolj dejstva, nove dejstva proizvajajo pač nova spoznanja o okolju, recimo. In ko bo vse to v bistvu predebatirano v javnosti, boš ti kot posameznik imel bolj relevantno vedenje o svojem okolju, ne. In tukaj lep primer, recimo, no, po moji izkušnji tega projekta, lep primer je pač bil pač primer Save pri Ježici, zgolj zato, ker sem pač uporabljal tudi te historične katastre iz začetka in konca 19. stoletja, kjer je v bistvu struga reke popolnoma drugačna, kjer v bistvu ima pri Ježici reka tako 5 do 6 rokavov, velika razlivna območja, in spet vsakič popolnoma drugačna. In ko recimo gledaš te podatke o poplavnih območjih, ko poskušaš razumeti vodo kot fenomen v prostoru, ne, vidiš, da to ni nekaj, kar lahko v neko strugo spraviš, ne, ali peščeno strugo, ali betonsko strugo, ker voda se vsakič drugače obnaša. Drugače se obnaša po suši, pred sušo, po zimi, po let, in je zelo dinamična in zelo močna. In historično, pač to je bil posledica te prvotne kulturalizacije prostora v Evropi, tam od 8. do 12. stoletja, se vzpostavi mišljenje, da ljudje lahko oblikujemo prostor po svoji potrebi, ga nadvladamo. Tukaj sploh pride pojem narave kot nekaj manj vrednega, brezvrednega, zato lahko vanjo posegamo, kakor hočemo, za lastne potrebe. In to miselnost v bistvu podpirajo pač vsi, ki so se skozi zgodovino okoriščali z okoljem, ne. Skratka, spreminjali gozdove v polja, reke preoblikovali, skratka, celotno evropsko okolje je bilo oblikovano v zadnjem tisočletju, recimo, popolnoma, ne. Ne samo preoblikovano, problem je tudi potem ta intenziteta rabe prostora. In ko celotno okolje podrediš človeški rabi, ne upoštevaje, da pač okolje ima neke svoje muhe, ne. Ko tega ne upoštevaš, ko tega ne razumeš,
potem prihaja do pač situacij, do kakršnih prihaja pač v tem zadnjem obdobju, ko se pač okolje malo bolj dinamično obnaša, kot pa mi pričakujemo iz pozicije, češ vsega nadvladamo, ne. Pa ga ne. Smo zgolj del teh procesov. Tako da recimo reka Sava je pač lep primer, predvsem pač v kontekstu, ja, spravili smo jo v strugo, pustili neka območja tam kot možno poplavna, ampak zares voda bo ob nekih trenutkih vedno najdla svojo pot, svoje življenje in pač vprašanje potem tega planiranja in pa oblikovanja prostora je, kje se bo zgodil konflikt med tem, kar smo mi sami vzpostavili, ne? To razliko med kulturo in pa naturo. Ne? In recimo v tem času, ko je ta termin, češ narava je podivjala, ne, to, kar mi imenujemo narava, je tako, kakršna je že ves čas. Samo naša vzvišenost nad tem pojavom, češ da lahko to nadziramo, je pač tukaj eno od teh kontroverznih pojmov. Tako da, ja, tlej bi lahko še in še naprej šel. No, veš, kaj je rekel meni vodovodar, ko nam je tale radiator dol vrgali stene, pa on to popravil, pa jaz a zdaj bo v redu. Pa on mene pogleda smrtno resen v oči in tako, pri vodi nikoli ne veš. Ne? Drugače mi je pa zdaj zanimivo to, kar si rekel, ne? Kako smo mi naučeni gledati naše okolje, Slovenijo, njeno naravo, potem, ko pridemo, ne vem, mogoče ven iz šole iz nekega kurikuluma, je to zihar, so to mediji z fokusom na nekem oglaševanju Slovenije kot krasne turistične destinacije z naravnimi biseri, naravnimi znamenitosti, kamor mogoče nek dejanski Slovenec sploh več ne gre, ker je pač bolj preveč teh turistov tam. Še posebej, to smo se enkrat prejšnji že pogovarjali, ne, da vem, recimo, ko ti prideš na neko letališče v Avstrijo ali pa v Nemčijo, imaš ti tam na tistih velikih plakatih, imaš pač, ne vem, Albertino, pa imaš Schönbrunn, pa te stvari. Ko prideš ti v Slovenijo, imaš Bled, jame, ne vem, Triglav, take stvari, ne. Da se v bistvu mi kot družba somehow mi vsi, kakorkoli že, ne, ponašamo s tem, da kao imamo ful veliko naravnih znamenitosti, ne? Ampak če ti pogledaš naravni biser Bled, glavna stvar Bleda je ta otok in ta otok je pozidan. Ne? To se mi zdi itak zelo zanimiv in vredno, da bi mogoče ne zdaj kar posvojili vsi to mišljenje iz prve, ker tudi na neki točki se bo to se bo spremenilo. Ne? Tudi če nočemo in hočemo čuvati Bled in omejevati parking in ne vem kaj, ne? Se zadeve bodo spremenile. Druga stvar, ki sem se pa vmes spomnila, ne, ko smo prej, Adrian, ko si govoril, ne, o lastnini, ne, da vse je last nekoga nečesa in tudi stvar, s katero gledamo, je last nečesa vse. Ne. A ne tudi podobno to, da Slovenija sicer zelo gozdnata dežela in to, ampak sej vso gozdovje v Sloveniji je razdeljeno v upravljanje posameznih lovskih družin recimo, ne, in širšega upravljanja in tudi vse divje živali v Sloveniji so v lasti države. Ne? Država je lastnica divjih živali. Nimajo pa pašaportov. Ja, mislim, ta last države je meni ful zanimiva, zato ker te živalih in mejih ne brihajo. Ne? Ja, in če slovenski medved gre na Hrvaško, kdo ga bo na meji pregledal? Ne, sam ga bo pa potem hrvaški lovc šicno, ne slovenski. Če bojo odobrili odstrel, seveda. No, sej bo. Sej zato, a vejo, naša je njihov, ne? Ne vejo. Ampak sej zato živali pa so res samo številke in njihov zdravstveni status. Ne? Če država odobri, letos je treba postreliti toliko jelenjadi, toliko srnjadi, toliko medvedov, volkov, za ene živali kar dobro vejo. Recimo za rise točno vejo, kjer so tukaj. Ja, zato ker imamo ta link s programi, ne vem kaj. Ja, tiste, ki imamo pofočkane. Ampak to recimo, ne vem, če to veliko ljudi ve, ne? Da žival, sleherna lisica v našem slovenskem gozdu je pravno formalno last Republike Slovenije. In država z njo upravlja, zato je Zavod za gozdove, tam so lovci in lovci so v resnici v službi države in upravljajo v bistvu to. To mislim, da bolj kot pravno formalni trik, je pravno formalni trik zato, da se ljudje ne bi lastili živali sočasno z zemljiščem. Ja, če nekdo mora če mora država poskrbeti za biodiverziteto. Če je lisica državna, potem če lisica pride na tvojo zemljo, pol nimaš pravice odstreliti. Če bi bilo pa
obratno bi pa lahko odstrelil karkoli na tvojem zemljišču. Mislim, da je sam... Mislim, človek ni lastnina, pa človeka tudi ne smemo streljati. Ja, je sam svoja lastnina. No, pač veš, kaj mislim. Ja, vem, ja. Drugače, Da bi drugače zaščitil, hočeš reči. Sem imela vprašanje glede teh, si rekel, da si iz katastrov pobral podobe, recimo v tem primeru Save pri Ježci. Pri teh satelitskih fotografijah gre pa kaj za neko... Kje si dobil te fotografije? Mislim, zelo konkretno. V satelitskem kontekstu, pač tukaj v Vagu, kjer se ukvarjamo z razumevanjem vseh teh tehnologij, platform za dostop do podatkov, kako ti podatki nastajajo in tako dalje. Smo pač raziskali vse možne platforme, ki to omogočajo, in zanimale so nas predvsem platforme, ki so odprto dostopne, skratka, ki omogočajo dostop do podatkov vsakomu, ne tistemu, ki lahko plača. Skratka, gre se za neko javno dobrino in mogoče veliko ljudi ne ve, da je glavna evropska platforma za dostop do satelitskih podatkov Sentinel Hub delo pač slovenskega podjetja Synergize, in to je dejansko ena največjih in najbolj uporabljenih platform za dostop do satelitskih podatkov. Omogoča dostop do praktično vseh evropskih Sentinel satelitov in ameriških Landsat z vsemi historičnimi podatki, skratka vse, kar je bilo posnetega in dano v uporabo od 80-ih, 90-ih let naprej, je na tej platformi. Gor so ne samo te neposredni satelitski posnetki, ampak tudi določeni modelni posnetki, skratka pač neke te klasifikacije rabe zemlje oziroma rabe tal. Skratka, to je ena večjih platform za dostop do okoljskih podatkov, ki temeljijo na satelitskih posnetkih. In to so ne samo ta vizualni del spektra, ampak tudi infrardeča, recimo pač za identifikacijo vegetacije, skratka v določenem delu spektra in pa za uporabo različnih delov spektra lahko ti ločiš, kaj je rastlina, kaj ni rastlina. Potem z radarskimi posnetki lahko ločiš vodo od površja in potem s temi različnimi klasifikacijami in pa nekimi sprogramiranimi algoritmi, lahko ti identificiraš tudi, kaj je naselje, kaj je polje, kaj je gozd, kaj je voda, kaj je cesta. In to je blazno pomembno, predvsem za eno stvar, da iz podatkov razbereš ven razlike, ki nastanejo skozi čas. Skratka, ti, ko te podatke uporabljaš, lahko vidiš, kje je nastala razlika v zadnjih 20 letih. Skratka, vidiš, kje je manj gozda, kje je več zgrajenega, kje so se vode spremenile. In me ni presenetilo, ko sem videl, da je v bistvu največji okoljski poseg v zadnjih 30 letih v Sloveniji, a mogoče kdo od vas ugane? Trnovski gozd. Prekmurje. Ne, je avtocestni križ. Skratka, to, da smo v Sloveniji zgradili avtoceste, je to, kar se je najbolj spremenilo. In potem, ko na to vežeš še podatke o onesnaženju okolja, vidiš, da je v bistvu največ emisij v Sloveniji ravno iz prometa, iz ceste. Skratka, ne elektrarne, ne industrija, ampak iz transporta. Zdaj pač ne vem čisto točno, kakšen je tukaj razmerje med avtomobili pa tovornjaki, ampak že recimo, ko gledaš zgolj podatke onesnaženja, ne da bi sploh vedel, kaj je vspodaj, vidiš, da je to človeška aktivnost, vidiš, da so to predvsem ceste, mesta. Tako da, ko primerjaš te raznovrstne podatke iz satelitov, razbereš v bistvu, kaj se tam odvija. In preko, ko ste se pogovarjali o tem, kakšen pomen ima zdaj to za mene, recimo, pač v sklopu projekta sem raziskoval predvsem 3 tipe pomenov. Eden je ta interesni pomen, kaj mene zanima, kaj meni koristi, in to je pač ta najbolj dominanten, pač te Google Maps, Apple Mapi. Skratka, mene zanima, tukaj noter imam, trgovine so noter, ceste so noter, super fajn. Drug tip pomenov je ta zaskrbljenost. Ta je v današnjih dneh malo bolj prisotna. Skratka, ljudje so zaskrbljeni glede, kje bo voda, kje ne bo vode, kje lahko je voda, kje ne bo vode. Ali pa kakšna je stopnja onesnaženja, recimo pač v področju, kjer je malo več industrije, recimo. Ali pa zaskrbljenost kmeta napram zverem. Skratka, on ima drugo skrb, recimo, drugo zaskrbljenost.
Tako da, ampak zemljevidov ali pa prikazov prostorske zaskrbljenosti ni. Pa je to politično za posameznika veliko bolj pomembno, kot pa kje je trgovina, ker pač veš, kje je trgovina, ne rabiš aplikacij. Skratka, to je eno področje, ki je blazno pomembno, vsaj za mene osebno v tem kontekstu. Tretji področje pomenov je pa skrb. Skratka, skrb za gost, skrb za živali, skrb za vodostaje, skratka, kako vzdrževati okolje kot neko kvaliteto. In to je dostikrat pač največji konflikt je tukaj ravno med interesnimi pa skrbnimi pomeni, ker eni hočejo skrbeti za okolje, drugi imajo pa interese. In tukaj vmes v bistvu prihaja do največ nekih konfliktov, ki dostikrat celo vodijo do pač četrtega polja pomenjenja, tukaj pač ta pravičnost, okoljska pravičnost počasi postaja velika tema na tem svetu, predvsem zato, ker se pač določena okolja radikalno degradira, pač recimo ta litijeva polja, rudarjenje, deforestacija in tako dalje, ker pač niti skrbeti ne moreš več, ker je tako degradiran, da moraš zgolj zahtevati pravičnost nazaj, recimo, zaradi teh močnih interesov, ki obstajajo. Politično, vsaj meni najbolj pomembno je pa ta pač pomen zaskrbljenosti, ker ti kot posameznik, ko imaš možnost prikazati svojo zaskrbljenost skozi podatke, lažje nastopaš proti interesom. Rečeš, mogoče zdaj reka teče tukaj, ampak vemo, da če so nalivi veliki, lahko pride do sem gor, to lahko zgolj skozi podatke pokažeš, ampak ker pa obstaja nek margin, skratka neka možnost, da je pa še več, pa lahko rečeš, da mogoče je poplavno območje do tukaj, ampak mogoče pa ni dobro graditi čist do meje poplavnega območja, ker lahko gre pa voda čez. In to je pa možnost, da ti kot posameznik manifestiraš svojo zaskrbljenost skozi te okoljske podatke. In tega ni. Zato, ker ni inštitucij, ki bi omogočale javnosti, da se ukvarjajo s prostorom na ta način, mogoče tudi zato, ker so interesi drugačni. Pač predvsem bolj v polju okoriščanja za okolje. Sej, mogoče se tle navežem tudi na ta problem načina urbanizacije, ne? In se mi zdi, da se to tudi navezuje na ta prometni križ oziroma na način, kako gradimo slovensko prometno infrastrukturo oziroma javno infrastrukturo in našo razdrobljenost. Jaz sem, če se kdaj zapeljem, ne vem, v Brde ali pa v kakšne te kraje, ki so mičken stran ali recimo do Tolmina. Nekateri kraji so včasih imeli mogoče še železniško povezavo, danes pa praktično ni. Najhuje pa recimo, kako se voziš po Brdih in ugotavljaš, da se pač te ljudje dnevno vozijo recimo do Nove Gorice v službo in da niti ne moreš razmišljati o neki javni infrastrukturi več, zato ker je urbanizirano tako raztreščeno in tako nepremišljeno, da te skoraj razmišljaš o rešitvi. Tudi avtobus je problematičen v tem kontekstu, ker bi vožnja pač zaradi razdrobljenosti, ker se je treba staviti na tolikih koncih, ne more pobrati ljudi. In tukaj mislim, da je nek javni pristop bi mogel biti, ki bi razmišljal tudi o tem, kje se dovoljuje graditi, zato da so stvari vsaj nekoliko skoncentrirane, da lahko gradiš potem javni prevoz. Moja osebna izkušnja, recimo iz Nizozemske, kjer živim že skoraj 10 let, in delam v organizaciji, ki se ukvarja ravno z temu rečemo public research, to je raziskave v javnem kontekstu. Mi smo dobesedno v službi prebivalcev mesta Amsterdam. Skratka, to ni akademska raziskovalna platforma ali pa organizacija, to ni industrijska raziskovalna, ampak je javna. In to je nekaj, česar v Sloveniji ni. Mislim, kot model, kjer bi ti upravljal raziskave kot javna inštitucija v javnem interesu. Še najbolj je RTV Slovenija z raziskovalnim novinarstvom kot primer. Da ti postaviš neko, mislim, da se ti artikulirano ukvarjaš z javnim vprašanjem. In ravno to, kar si omenil, pač zdaj smo razdrobljeni, kako organizirati pač prevoz, transport v razdrobljenem okolju. S tovrstnimi javnimi vprašanji
se ne ukvarja v javnem prostoru, ampak se ukvarjajo pač akademski raziskovalci posebej, mestne oblasti posebej, neki zasebni avtoprevozniki posebej. Skratka, vzpostavljanje javnega interesa v odnosu do javne zaskrbljenosti in pa v odnosu do skrbi za javno dobro, tovrstnih inštitucij pač v Sloveniji ni. In ravno ta manko se vidi v tem, da pač stvari niso zorganizirane na način, da bi pač imeli neko solidno javno infrastrukturo. Pač ves čas malo propada, pa se malo vzpostavlja in neke optimizacije tukaj definitivno. Mogoče, če se lahko še vrnemo malo nazaj na eno repliko, ki sem imel že prej, kar se tiče tega vedenja in znanja in razumevanja, mi se zdi, da seveda nekdo, ki živi v okolju in nima vseh možnih podatkov, recimo, da govorimo o nekem skoraj pračloveku, ki je živel z okoljem, ne v okolju, imel neko vedenje, ki je mogoče na nekem nivoju podobno, kot smo prej omenjali, od volka ali pa od medveda, pozna neke stvari, neke lokacije, prehrambene navade, premikanje drugih živali, rastje in zatočišča, druge nevarnosti in tako dalje. Ampak zdaj smo govorimo tudi o tem, da potrebujemo še več informacij, še več podatkov, še več vpogleda vse skupaj, ampak do zdaj vrtimo v tem, da kot človeštvo, da pridemo do nekega znanja, do nekih dognanj, do nekih rešitev in te rešitve so se večkrat znova in znova pokazale kot napačne. To recimo nad vlado, nad okoljem se je izkazalo kot napačno, od požigov dalje, ki so naredili škodo še do danes, do vseh drugih stvari. A sploh lahko računamo, da bomo kdaj dohiteli z znanjem dovolj daleč, da bomo lahko rekli, da res razumemo okolje in da res lahko delamo z okoljem, ne proti okolju. Tle se meni zdi vse to je zelo taka fatalistična in spet radikalna pomislek. Ne moramo se rešiti tega, lahko sam gremo nazaj in rečemo, nima smisla, ampak po drugi strani se pa vedno človek vpraša, a bomo kdaj preskočili to. Vse podobno je s tehnologijo. Enkrat bomo imeli dovolj tehnologije, da bomo lahko preskočili to stopničko. Tako kot je fuzija samo 30 let stran. Mene malo spomnim to, kar si ti rekel na Jevonov paradoks, ki sega v prvo industrijsko revolucijo in gre v resnici nekako po tej analogiji, da si imel parne stroje in so porabili tok pa tok energije, oziroma tok pa tok energije so rabili za delo. In so bili na začetku dosti potratni, dragi. Potem pa, ko je postala, naprimer, ko so izboljšali stroje, so postali cenovno bolj dostopni, manj goriva si rabil, več strojev se je začelo uporabljati, več goriva se je porabljalo. Tako da jaz mislim, da v bistvu si mogoče ti na to cilju, da je zelo težko ujeti ta balans med... Ampak tudi, kdaj bomo res, ker za zdaj, z vso tehnologijo, ki jo imamo, za zdaj smo vedno v tem, da smo v minusu proti naravi. Mi pa zasledujemo nek cilj, ko bomo enkrat prišli toliko daleč, da bomo prišli čez in bomo, če bi recimo znali delati fuzijo, da ne bi bila, da bi bila samozadostna, da bi lahko proizvajali energijo na tak način, teoretično, se govorimo zelo v navednicah, bi mogoče lahko prišli čez to. Ta problem tega porabljanja okolja za ustvarjanje energije. Mogoče postavim kar tako. Mislim, zelo točno vprašanje. Problem je zgolj v tem, da mi kot človeštvo ne obstajamo. Obstajajo različne človeške družbe, ki gledajo na okolje na različne načine. Pač to, kar je mene presenetilo v tem kontekstu, človeštvo naseljuje cel planet, tako 90% recimo. Ali pa od 80% do 90% od zadnje ledene dobe, skratka zadnjih 11.000 let. In ko gledaš podatke, vpliva na okolje teh ljudi, vidiš, da se je stopnjevalo predvsem v zadnjih 200 letih. In ni problem to, da ljudje živimo po celem svetu. Problem je intenzivnost rabe okolja. In ta intenziteta je en ključnih faktorjev. In ko gledaš, kdo je ta, ki intenzivneje rabi okolje, vidiš, da je to zelo industrijska raba okolja. Ne pa, skratka, kmet, ki živi na svoji kmetiji,
ne uporablja okolja intenzivno, ampak ga uporablja za svoje preživetje, pa za svojo dejavnost. Problem nastane, ko ti začneš optimizirati okolje, neko industrijsko rabo, ker vire za svoje delovanje ne moreš dobiti zgolj v svojem okolju, s katerim živiš, ampak v nekem odtujenem, nekem daljnem prostoru, ki ga dobesedno izkoriščaš, ga degradiraš, koristnoš pa nekje drugje. In potem se te koristi kopičijo na enem koncu zemlje, medtem ko degradacija pa na drugem koncu zemlje. In potem ta neravnovesje med tem, kdo nekje živi in kdo ima korist od prostora, se popolnoma razruši in na ta način ni človeštvo tisto, ki počne eno, drugo ali tretje, ampak so določene skupnosti, ki imajo moč in interese, ki jih manifestirajo in ki so tisti, ki najbolj degradirajo prostor, in pa so ljudje, ki pa živijo potem v teh degradiranih prostorih, niti ne morejo več živeti s tem prostorom. Primer so recimo plantaže v Indoneziji, kjer so bili ljudje dobesedno pregnani, živalske vrste so bile pregnane, rastlinske vrste so zreducirane. Skratka, tisti, ki živijo v nekem okolju, ne morejo več tam živeti, na račun tega, da nekdo nekje drugje se okorišča z njihovim prostorom. In zato res ne smemo govoriti v kontekstu okolja o človeku nasploh, ampak o različnih ljudeh, različnih človeških skupnostih, ki pa na različne načine pomenijo ta prostor. Skratka, spet se vračamo k temu, ki ga razumemo skozi interese, ki se okoriščajo s prostorom, in do tistih, ki živijo v svojem prostoru, ki skrbijo za njega, ker vejo, da ta prostor skrbi za njih. In tudi kmet je človek, ki najbolj skrbi za svoje okolje, ker konec koncev od njega odvisen. In to je njegovo osebno. To je okolje, v katerem živi dobesedno. Medtem ko neka agroindustrija, ki je dislocirana od tam, kjer v bistvu zajema resurse, ne skrbi več za ta prostor, ampak zgolj ga izkorišča za svoje potrebe in v nekem času v bistvu ga popolnoma zdegradira. Tako da mislim, da je tukaj potrebno ločiti te družbene skupine z močjo, skupine, ki so nemočne. Lep primer, vsaj iz mojega pogleda oziroma iz tovrstnih študij, je bilo to drevo pred Dramo, kjer so vsi manifestirali svojo nemoč. Javnost je bila nemočna, ker je treba hišo prenoviti. Drevo je bilo nemočno, ker so interesi taki in taki. Tudi ljudje na ministrstvu so nemočni, ker so vpeti v projekt, hiše treba obnoviti. In ker ni teh javnih diskusij, ker ni nekega razumevanja, kako pa skrbeti za okolje, kako pa s kakšnim mehanizmom skrbeti predvsem za naše zdravje, konec koncev. Potem prihaja do konfliktov, kjer je stalno zgolj manifestacija nekih antipozicij drug proti drugemu. Ker vsi govorimo iz pozicij svojih interesov, ne pa recimo iz pozicije neke javne skrbi. Ampak to je nek proces, ki traja, neke javne inštitucije so za to potrebne, javne diskusije so za to potrebne, tega pa ni ali pa je premalo. Ne vem, če lahko danes še govorimo o družbah moči in družbah nemoči, ker se mi zdi, da družbe moči so že toliko posegle v družbe brez moči, da tisti, ki so brez moči, so primorani izkoriščati svoje okolje za to, da preživijo. Že v samem ZDA, ker imaš kmetovalce, ker zaradi načina produkcije dobesedno osiromašijo zemljo. V Ohaju, po ne vem po kolikih letih se tista zemlja popolnoma erodira. Potem je recimo primer amazonskega gozda, ki ga izsekavajo ljudje, ki živijo tam. Zakaj? Zato, ker je to način za preživeti. Ali pa, če gremo tudi na ilegalne pridelavo, kokain v Kolumbiji, ki imaš ljudi, ki uničujejo spet pragozd, zato da lahko preživijo. Pa na koncu te ljudje, ki tam delajo, ne dobijo ogromnega dobička, dobi spet oseba iz položaja moči, ki izkorišča te kmetovalce, ki skušajo preživeti. Na enem drugem projektu sem se ravno s tem vprašanjem ukvarjal. Bilo je vprašanje, kdo je antropos. In zelo hitro prideš do spoznanja, da centri moči so antropos, medtem ko marsikateri človek je pa bolj okolje kot pa antropos. Človek, ki je nemočen, je isto nemočen kot drevo, kot
žival in na ta način odvisen in uporabljen. In na ta način, in ravno tukaj vidimo, da ni vsak človek isto človek. In ravno zato pač ta termin človek, pač humanistika se s tem že dlje časa ukvarja, ne? Ampak ravno v tem okoljskem kontekstu vidimo, da se tisti, ki se ne more odločati, in človek iz pozicije nemoči se ne more odločati, je drug tip človeka kot tisti, ki se pa lahko odloča, ne? Ki ima moč, ki ima kapital. In ravno družbe, ki prakticirajo to opolnomočevanje, ne, skratka, ki iz pozicije moči to delijo z javnostjo, so veliko bolj trajnostne, veliko bolj vzdržne, kot pa tam, kjer je v bistvu ta razlika med enimi in drugimi večja. A se ti zdi, Adrian, da bi za potrebe teh tematik mogli v simulakru eno cikl 16 pogovorov, od tega 5 na temo jezika organizirati, da bi lahko javnost vsaj malo grespala to, kar mi poskušamo zdaj v uri in pol? To je zanimivo vprašanje. Se pa po mojem tukaj zgodi nek moment, ko se mu reče, da mogoče vseeno umetnost ni najboljši format za to komunicirati. To je eden izmed razlogov, zakaj se je meni tudi zdel kritiški posedek na mestu. Ja, mislim, predvsem je tudi tako, ne, pač načeloma je področje umetnosti dosti za posvečene ljudi, ne. Zdaj pa, ko govoriš o takih temah, pa se mi zdi pravzaprav res pomembno, da to doseže neko kritično maso, kar smo tudi na zadnjem pogovoru izpostavili, da je kar problem, ker te kritične mase v Sloveniji pravzaprav res ni, da smo zelo majhen prostor in da v bistvu za vzpostavitev določenih miselnosti v bistvu enostavno zmanjka prostora oziroma zmanjka nekih možnosti, da bi se razvile. Ne. Se mi pa zdi, da zagotovo neki formati, ki so pa malo bolj dostopni, ne, ali pa ki so recimo temu medijsko bolj dostopni, so v tem zelo hvaležni. Ne. Tako da po svoje bi ugibal, da simulaker je mogoče prostor da sploh vzpostaviš tako mišljenje. Se mi zdi, da je pa toliko bolj pomembno to, da pa v bistvu neki te izvlečki tega ali pa neki zaključki, ki jih dobiš, da pridejo pa nekam ven. Ne. Zdaj seveda to se mi zdi, da je bilo še toliko bolj primerno mogoče v nekih izobraževalnih ustanovah, ne, ker dejansko delaš z ljudmi, ki bodo vstopili v prostor oziroma pač v neko malo bolj odraslo življenje, lahko bi temu rekli, ne. To se pravi, so tam neki potenciali, da se pripelje do nekih sprememb. Se mi pa zdi, ja, da zagotovo pa lahko v tem oziru neki umetniški načini razmišljanja ustvarjajo poglede, ki so drugačni od teh, ki smo na primer vajeni. Meni je bilo super, da je ta vaš uvodni pogovor pred otvoritvijo razstave zdaj dostopen tudi na spletu, tako da ga bomo dali v zapiske, da se lahko tudi to posluša. Kako pa si sicer zadovoljen z odzivom na razstavo? Kakšen je bil kaj odziv, obisk? Ja, to je zelo zanimivo. Jaz bi rekel, da nek julij sred poletja ni najbolj hvaležen termin, ali pač? Ja, za kick-off mogoče res ni bilo najbolj hvaležno, ker tudi seveda pač tam poletni čas ni idealen, ampak se mi pa v bistvu zdi, da sva pa vsem z Miho kar dosti uspela neke medijske odzive dobiti, vključno s tem zdaj, ki se je pač post-festom pripetil. Je pa po mojem tako, no, jaz tukaj največji potencial pravzaprav vidim v nekih izvlečkih ali pa v nekih caseih. Kako je pravzaprav Miha uspel na konkretnih primerih malo spodnesti te trdne predstave o Sloveniji kot neki zelo zeleni ali pa naravni besedi, čeprav mislim, da te besede narava se kar izogibamo, pravzaprav res bolj govorimo o okolju ali pa o neki krajini. Ne. Se mi zdi, da v bistvu to je ta glavni ključ. Ne. Ker zelo hitro se ti zgodi, se peleš čez podeželje, veliko zelenega, ne. Ampak vsem je pa recimo to zeleno upravljeno, ne. Je gnojeno, pesticidi in tako naprej. V bistvu recimo majhna biotska raznovrstnost. Ne. In tudi, kot je Miha prej rekel, ne, lahko imaš neke predele, ki so zelo zeleni, izgledajo zeleno, ampak onesnaženje zraka je pa na primer visoko. To je nekaj, kar ti neposredno ne vidiš, ne, ali pa ne moreš na ta način izkusiti. Ne. In iz tega vidika se mi to zagotovo zdi nek pomemben aspekt. No. Je pa na uvodnem pogovoru tako biti recimo sama
izpostavlja, no, da prav res umetnost ali pa neko podobotvorje, ki nastaja s pomočjo umetnosti, ne, da v bistvu to res za neko majhno skupino ljudi. Ne, in da mogoče kakšni drugi pristopi, tako kot reklame, one za primer oziroma, naprimer, ne, Slovenija, moja dežela, ne, da je to bistveno več ljudi dosegli takrat. Ne, tudi so se ljudje prek tega nekako povezali. Ne. Zato se mi zdi tukaj vseeno pomembno razmišljati, ne samo to, kako to komunicirati ali pa kako sploh prideti do določenih znanj ali pa do določenih informacij, ampak tudi kako to spraviti v neko širšo zavest. Se ti zdi, da je mogoče to na primeru Slovenije ekstra izziv, glede na to, da Slovenija, moja dežela, to je te podobe Slovenije, skozi katero mi mislimo to okolje, je izredno patriotsko naravnano, v smislu, to je naša dežela, naše naravne znamenitosti, naša narava, naš gozd, naš kočevski pragos, naše jame, naše gore, naš ledenik. Na nek način, če se lotimo tega diskurza, ki smo ga tudi danes malo odprli in smo v bistvu samo tako malo popraskali površje v resnici, ne, pa ker o tem bi lahko še kar dolg časa razglabljali, s tem diskurzom tem ljudem, ki so izredno ponosni na to, kaj ima Slovenija, ko gledamo v aspektu narave, in s tem diskurzom nekaj vzameš, vsaj za nekaj časa, ko morajo mogoče malo razmisliti na drugačen način, kot so razmišljali do zdaj. A se ti zdi, da je ravno na primeru Slovenije to mogoče malo bolj... Se ne, da zdaj mogoče vem, kako, pa ne vem, sam recimo se mi zdi, da mogoče mi ekstra špilamo na to naravo, v primerjavi z, ne vem, kot sem prej rekla, ne vem, Nemčijo, Francijo, take stvari, kjer je mogoče malo neka kultura, tradicija. Se strinjam. Ja. Sam je pa po mojem v tem oziru sta obe zadnji leti zelo dober portret tega, ne, eno lansko leto zagotovo s požari in letos pravzaprav s poplavami na uri. Se mi zdi, da je zagotovo treba razmisliti o teh predstavah oziroma o teh podobah Slovenije. In zagotovo tudi to ni edina stvar, ki jo imamo za ponuditi. In se mi zdi, da ne vem, če nujno vzameš ljudem nekaj, mogoče ljudem vzameš neko stopno naivnosti, pa odpreš neko dimenzijo tega, da stvari mogoče niso samoumevne in da imajo tudi neka svoja ozadja. Tako da bi rekel, da kvečem ljudje nekaj dobijo. Mogoče dobijo to, da lahko zaščitijo to, kar jim nekaj pomeni, ali pa v tem, kar se prepoznajo, in da mogoče delujejo drugače. To je zagotovo en tak pristop. Ker sicer se nam pa zelo hitro zgodi to, tudi tako, če se malo navežem na neka razmišljanja, ki so meni blizu, verjetno čisto zaradi tega, ker izhajam iz umetnosti, isto recimo, ne vem, John Berger, avtor knjige oziroma serije The Ways of Seeing, razlaga naprimer o tem, kako se je upodabljeno naprimer okolje ali pa narava. Ne? In naprimer on izhaja v bistvu z tega, da se prav prvo je okolje tako in tako bilo neko ozadje, recimo nekega dogajanja ali pa nekih portretov, skratka neko ozadje. Znotraj slikarstva. Ja, govorimo znotraj slikarstva, ja. In potem tudi kasneje, ki je neka malo bolj buržoazna tradicija, ne, postane okolje sicer ta motiv, ki ga občasno nekdo naroči, ne, in takega, ki ga je naročil, je pravzaprav lastnik neke posesti ali pa nekega ozemlja. Ne. To se pravi, pogosto gledamo neke krajine, se nam zdi, da je to mogoče neka prazna vsebina, ampak v resnici je to pravzaprav nek prikaz, nek vizualni prikaz recimo moči področja, ki ga nekdo upravlja, ne, ali pa ga je v tem primeru. Ne. Potem pa nekako v skladu z rastjo srednjega sloja, lažjih možnosti transporta, industrializacije in tako naprej, postane pravzaprav to krajina nek tak kar usreden motiv, ne? To se pravi tudi mogoče v tem oziru, da... To, kar zdaj v hotelskih sobah gledamo. Recimo, ali pa mogoče, jaz bi rekel, da je to bliže lahko nekim razglednicam, naprimer, ne? Iz tega vidika, da je nekdo nekam odpotoval in si en kos te krajine, ne? Tukaj je zelo mogoče zanimiva ta prispodoba, ki jo lahko vidimo tudi v smislu komodifikacija narave, ne? Podobo, ki jo ti potem odneseš domov, obeseš na steno. Istočasno se pa v bistvu dogaja
industrializacija, urbanizacija krajine in tako naprej. Ne? In seveda pač ljudi. V mestih so imeli te, v narekovajih, narave manj, si jo pa v bistvu lahko prinesel v svoj prostor kot neki izdelek. Ne? To, kar še niso potosov imeli. Mislim pa, zemljevid je tako in tako na nek način bil eden prvih takih, kakor Miha temu pravi, okoljskih medijev. Ja, mislim, jaz termin okoljski medij uporabljam iz medijskih študij o okolju, ne? In spoznanju, da pač in zemljevidi in recimo akcije, kot je Slovenija moja dežela, ne samo, da reprezentirajo okolje, ne? Ampak da ga tudi oblikujejo. Skratka, pač zemljevid ni upodobljeno okolje, ampak je orodje, ki oblikuje okolje. In ravno zato so pač take, recimo, te medijske tehnologije, pa mediji kot takne, ključno orodje, ki oblikuje okolje, zato ker oblikuje predstavo o okolju in posledično tudi okolje. In ravno v Sloveniji je zato, če sprašuješ o Sloveniji, je mogoče najpomembnejša inštitucija tukaj ravno javni mediji. Javni mediji, tisti, ki ima največ potenciala oblikovati razumevanje okolja, diskusijo o okolju in posledično oblikovati okolje v Sloveniji. Veliko bolj kot bager, beton in pa politika. Ne. Vkolikor bi recimo javni medij imel še vsebine, ki se raziskujejo v javnem interesu, ne, skratka strokovnjake, ki imajo neko razumevanje tega, ne, izpostavili to diskusijo, kar se tiče konkretnih primerov, ne, ali poplave, ali požari, da bi res prišlo v javnost, kaj se zares potrebuje, da se te stvari preprečijo, ne zgolj pač letala za gašenje požarov, ampak tudi vprašanje, kako oblikovati našo krajino, da požari ne ogrožajo naselij, kako graditi naselja, da jih poplave ne ogrožajo in tako dalje. Ne. Potem bi v bistvu bila slovenska družba veliko bolj rezilientna. Sem pa skeptičen, da bo do tega prišlo, ker ali pa bo to še veliko časa trajalo, tako da bomo nažalost verjetno v naslednjih letih in desetletjih gledali še zelo veliko posledic teh ekstremnih okoljskih situacij, katere so med drugim že napovedali. Mislim, da je bilo to letno poročilo IPCC-ja, skratka mednarodnega panela za klimatske študije. Mislim, da je bilo to tam sred 2000-ih, da v Sloveniji bojo problem ravno poplave, plazovi in pa požari, ker je to tipično za naše okolje. Tako da pač možno je pa odvisno predvsem na odločevalcih, kako bojo krepili javni sektor, javne raziskave, javne medije. Zato to je edini način, da se pač naredi prostor pač rezilienten v Sloveniji in pa družbo tudi. On that positive note, a bi mogoče kdo od vaju še kaj dodal, bi mogoče počasi zaključili, čeprav vse vidim, da bi se lahko še 1-2 uri pogovarjali, sam za voljo poslušalcev mogoče ohranimo malo bolj kompakten, strnjen format. Mislim, da smo to zabili, prav zares. Mene zanima, a se zdaj ta projekt še nadalje razvija in se misli še kdaj prezentirati v Sloveniji mogoče? Torej, kakšna je pot Atlasa Slovenije trenutno? Tukaj sta pač 2 zgodbi, ali pa 3 zgodbe. Pač ena je Atlas Slovenije, drugo je pač ta metoda, ki je bila uporabljena in tudi predstavljena. Ta se sicer imenuje Planetary Public Stack in tretja je pač Morgan Planet. Skratka, vse 3 se bojo razvijale dalje. Tako metoda kot mednarodna skupnost, kot ta primer v Sloveniji. Vse 3 se bojo razvijale naprej. Prva povabila so že za fokus na posamezne regije v Sloveniji. Metoda bo pač predstavljena letos na Ars Elektroniki in s to metodo imamo namen razvijati potem projekte tudi po Evropi. Skratka, da se pač neke konkretne primere po Evropi s to metodo razvija. Tako da za mene osebno je to začetek na poti, kako umetnost lahko prispeva, kaj umetnost lahko prispeva pri naslavljanju okoljskih problemov v Evropi širše in pa s tem z Atlas Slovenija, konkretno v Sloveniji. So plani za naslednjo leto 2 in upam, da se tudi s pomočjo tega
pogovora danes z vami ponudi še kakšna priložnost. Mislim, ne to priložnost kot radovednost, kot zaskrbljenost nekoga, da pozna v tem vrednost in mogoče, če ne iz drugega, iz radovednosti, lahko pa tudi iz zaskrbljenosti. Se pač lotimo nekih drugih bolj konkretnih primerov v Sloveniji. Ta More Than Planet projekt je bil Creative Europe, če sem prav videl. To se je začelo kdaj? To je Creative Europe, začelo se lansko leto in bo trajal še 2 leti. To je 3-letni. Tako je. Pa imate pol že plan, kaj naprej prijavljati? Že delamo na naslednjih korakih. Mislim, pač, Fingers crossed. Mislim, to je itak stalni proces. No? Tako da vsaj jaz osebno razvijam projekte zato, da skozi njih razvijam neke nove kapacitete za nadaljne. Ker konec koncev ne gre se toliko za projekt, kot za neke kapacitete, ki jih razvijaš. Za rezultate, no. Da nekaj dobiš od tega projekta, vendar lahko kaj narediš naprej. Tako mislim, s tem rad rečem kapaciteta, ker z njo nekaj delaš. Skratka, si bolj pameten, si bolj povezan, nekaj novega spoznaš, to deliš z drugimi. In nove metode, nove orodja, vse to. Tako. Tako da že delamo na tem. Skratka, prvi rezultati se že razvija, nove projekte so že v razvoju. Tako da absolutno bo vse naprej razvijati. Kje lahko kdo zasledi, ko se bo kaj pojavilo pri vas? Mogoče še to bi bilo koga zanimalo, ko bo bil radoveden. Skratka, More Than Planet, Ars Electronica letos, prvi vikend, oziroma drugi vikend v septembru. To bo v bistvu največja predstavitev projekta do zdaj. Je čez slab mesec, dober mesec, točno mesec. Skratka, tam se da največ videti. Jaz bom tam, moji sodelavci bojo tam, partnerji na projektu. Imeli bomo super govornike na konferenci, tako da tam bomo kar precej obdelali to temo. Veliko se bo lahko spoznali, veliko se bo lahko mnogo izvedeli, lahko se osebno pogovorimo o posameznih primerih, ko se zve stvari, poveže z drugimi strokovnjaki iz naše mreže. To je največji fenomen, največji dogodek letos. Naslednje leto pa so določeni plani, predvsem v Milanu, kjer je pač mednarodni kongres astronautike. Skratka, to je največje vesoljsko srečanje na svetu, ki je vsako leto v drugem, največjem drugi državi. In tam bomo pač tudi predstavljali to, kako umetnost pač prispeva zraven. Pač v tem ISC-u smo, tam je pač nek komitej za kulturno rabo vesolja, ki predvsem omogoča umetnikom, da se povezuje z vesoljsko skupnostjo, kjer smo pač mi zraven že zadnjih 10 let. No. Tako da marsikaj smo skozi tam že zrealizirali. Ta projekt je pač del tudi te Itakus platforme. Potem smo del kulturne prestolnice v Ouluju na Finskem, kjer so pač partnerji na projektu. Oulu? Oulu, ja. To je pač gor, praktično v arktičnem. Jerneju so ušesa gor skočila, kaj je slišal Finska. Ne pač ne izgovorjala. I'm so sorry. Ne bi sem hotel preveriti, če sem prav zastopil. Oulu je pač finska izgovorjava finskega imena. Plus še par drugih, ampak v Sloveniji ne veliko, ker vsem to evropska platforma. Mogoče ključno, kar se bo zgodilo v bistvu letos, je, ker so partnerji na projektu Zavod Atol, organizirajo pač dogodek Aria. Mislim, da je to zadnji teden v avgustu, to je čez 3 tedne. Tjaša Pogačar ima enotedenski ta summer school z, mislim, da enodnevnim ali dvodnevnim javnim programom. Mogoče je to pač tudi ena od aktivnosti na projektu, ki je še najbolj zanimiva za slovensko javnost. No. Tako da Aria, projekt Atol, to je ena stvar. Vsi vabljeni. Ok, zaključimo. Jaz bi se obema lepo zahvalila, da sta prišla danes. Hvala tebi, Miha, da si vzel čas. Tudi hvala vam, drago občinstvo, za vso vašo pozornost. Vse ostale podcaste najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify in Apple Podcast. Novo prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram.
Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmerl. Za kakršnekoli komentarje, pripombe, vprašanja, shout-oute, pritožbe, spremljava. Predloge. In to je to. Bom videla, če bomo to dali v 2 dela ali v enega, ampak se mi zdi... Boš videla. Bom videla, ja. Tako da zdaj bom samo uradno zaključila, pa ugasnem, pa se lahko še pogovarjamo. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem, pa se upam, da vidimo, če ne drugega slišimo, kje kmalu ali pa na Ars Elektroniki. Hvala. Čau. Jaz tudi. Jaz pa sem, da sem se pa navadil. Kaj? Na visoko temperaturo. Užgi nazaj, naredimo še 2 uri. Kako si to mislil? Meni je bilo ful beden, da so jo skenslili. Mislim, v bistvu ful beden mi je bilo to, da so furali naprej Simpsone. Ja, sej, to je cel ta njihov joke. Tako, please kill Simpsons and let us do our new show. Ja.